Take the beat to the street. Beat to the street. Živijo. Novomeščan Jernej Zoran je tokrat združil svoje moči z Matevžem Šalaharjem Hamom. Skupaj sta ustvarila skladbo Moj svet. Jernej nam bo v pogovoru razkril podrobnosti sodelovanja. Naša ekipa se je med drugim udeležila tudi prav posebnega festivala. V Brežicah je namreč potekal festival piva. Z Marušo Golob pa smo skočili še na potovanje v Brazilijo. Uživajte! Novomeščan Jernej Zoran se vrača s svojim 8. singlom. Vsestranski glasbenik, ki je najbolj znan po svojih kitarskih mojstrovinah, je tokrat združil moči z Matevžem Šalaharjem Hamom na singlu Moj svet. Kakšen torej je njegov svet? Moj svet je tak ribi. Jaz sem riba po horoskopu in gre tako v dve smeri. Je svetlo, je temen, tako ko mora biti. Podvati je navdih potem za kakšno glasbeno inspiracijo, za kakšne take temne zadeve. Spravo to, kar nas v bistvu ne uniči, nas krepi, pravijo. In to so tisti glavni veli navdiha. Lahko poješ o sončku, lepem majskem dnevu, metulih, tam, ampak pomenljive zadeve so pa iz trte zvite, ampak iz bolečine življenja zvite. Samozavestni posameznik, ki nastopa v verzih pesmi, živi na svojem ego planetu. Ego do določene mere mora biti, ker v končni fazi smo v tem telesu, smo s to dušo in ne moramo zanikati tega, kar smo. Problem je, če se to preveč napihne. In potem je tako kot ta klopca, ki je treba prevezati, da je ne dvigne. Tako da včasih se moramo tudi sami sebe prevezati k tlom, da nas ne dvigne preveč. Pesem je Jernej napisal na oddihu na Hvaru v Starem gradu, tako da se je tik pred izidom pesmi pošalil, gre za pravo starogradsko pesem. Slučajno sem začel delati komad na dopustu in dokončal sem ga potem doma, pa sem se malo pohecel, da je kot neka starogradska. Ampak samo po izvoru, drugače pa po vsebini in po sami obliki podaleč od tega. Tak ZZ Topovski rock'n'roll sem slišal in potem ponovadi zberam gostujoče vokaliste. Slišal sem nek tak raskav moški vokal, sem poklical Hamota, mu dal demo, je bil navdušen, smo posneli, in to je to. Tudi sicer je to njegov ustaljen princip pri izbiranju vokalov. Ali je to ženski vokal, ali je to moški vokal, najprej s tem razčistim, kaj bi želel. Včasih tako še komad sam zapojem, tako kot po lanskem singlu. Predvsem pa zmeri se podrejem temu, kar komad zahteva. Ne, da zdaj hočem točno tega, ampak takšen stil vokala, takšen stil glasu in potem na podlagi tega pol izberam. Verjame, da gre za medsebojno plodno sodelovanje. Videospot za pesem Moj svet pa je posnel v kulturnem domu na Mirni. V bistvu Goran Mikić, ko ga je režiral, si je zamislil zgodbo skladno s tekstom. Pa je rekel, pa te boš ti vse, boš in sam svoj gledalec, boš sam svojo karto kupil, vse inštrumente odigral na odru. Ajde, pa dajmo, Moj svet, ego, planet, zakaj pa ne. Iz enega tega štosa je tudi spot nastal in tudi v bistvu smo ga nekako tako zasnovali, da je mačkan šaljivo, tako kot jaz včasih. Zoran sicer kar pogosto izdaja tudi videospote, čeprav je pred časom za sodelovanje z Marjanom Novino uporabil kar tako imenovani Lyric video. Najprej se posvetujem svojo denarnico. Če ta posvet uspešen, potem gre v potrditev. Ja, denar je tle glavni problem. Glavna motivacija, ne rekel motivacija, ampak glavno vodilo.
Je pa tudi spot ena taka nuja, brez katere nam skoraj si ne moreš privoščiti, da ne bi komada šel predstavljati. Ne. Če ne drugega, da je vse na YouTubeu, ki je danes pač postal glavni kanal za poslušanje glasbe. Ne. In malo se treba trendom prilagoditi. Ne. Hkrati pa zadnji singel napoveduje tudi izid njegovega 3. samostojnega albuma. Ta zgodba je v bistvu počasi gre k koncu. Zdaj še smo zaključili počasi snemanje klaviatur, par vokalov še posnamo in potem gre zadeva v mix in mastering, tako da nekako sem si zamislil, če bo vse posreč, spet posvet z denarnico, ne? Če bo vse posreč, naj bi bo nekje februarja zadeva pripravljena za izid, pol pa recimo spomladi par klubskih špilov, polet kakšen večji oder spet in bo spet leto okoli. Njegov zadnji CD Stratosfera je doživel lep odziv tako pri glasbenih kritikih kot med širšo javnostjo. V bistvu se nisem niti bremenjeval, kako pa me pa sprašuje, no? Kaj bo to, kako si ti zdaj vprašal. Ne vem, jaz nimam te distance, ker sem čisto novo potopljen v to. Recimo, da bo nekje v to smer, ampak na momente mogoče sem si privoščil malo več eksperimentiranja samim slogom. Rad imam Pink Floyde, recimo, da se bo to slišalo v parih komadih. Ne. Wow! Tako da, jaz mislim, da bo ena taka fajn plošča. No. Nekdaj smo poznali le rdečo in zeleno barvo, danes pa je zgodba povsem drugačna. Pivo je tudi pri nas postala več kot pijača in kot taka veliko bolj cenjena in raznolika. Različni okusi, sestavine, dežela, iz katere se uvaža pivo, odlični slovenski mikropivovari, zgodba piva dobiva novo podobo. Kamenček v tem mozaiku je tudi prvi brežiški festival piva, ki je potekal v šotoru pred Mladinskim centrom. Mikropivovari se med sabo poznamo že ful dobro, ja? Še posebej prek takih festivalov in res je lepo videti, da je teh festivalov vedno več na čim bolj različnih koncih Slovenije. Recimo danes v Brežicah vidim, da napram festivalom na Ljubljani, pa v Gorenjski, pa na Primorski regiji, kjer jih je malo več, mogoče splošno znanje o pivu, pa o različnih vrstah piva ni toliko visoko, kakor drugje, ampak sem pa prepričan, da danes, ko bojo ljudje odhajali z tega festivala, bojo vedeli veliko več o pivu, kakor so vedeli do zdaj. To bojo povedali naprej svojim prijateljem. Skozi celo naslednje leto se bo kultura pitja piva v tem delu Slovenije rasla in naslednje leto bo zgodba tukaj povsem drugačna. Ja? Več kot takih festivalov boljše je, preveč jih ne more biti nikoli. Veliko pripomorejo k temu tudi mogoče taki festivali kot to danes, ker imaš v bistvu neposreden stik z stranko, z kupcem, ki mu lahko v bistvu ti razložiš, tudi iz česa je pivo, da lahko on dejansko občuti to tvojo energijo, vizijo in vse sorte. Odziv mislim, da je zelo solidno, no? Glede na to, da za neko Brežice, katere kultura pitja piva, katere mislim, da je pivo kot neka pijača zelo podcenjena napram vinu. Jaz mislim, da je še vseeno nek zelo soliden odziv ljudi. No? Vsi smo že slišali tiste fame o pivu. Eno pivo, 7 žemljic, pivo redi in tako dalje. Mislim, to je čist brez veze vse skupaj. Ja? Pri alkoholu je vedno tako, moderacija je zakon. Okay? Piv easy, pi po pameti, pa lahko kdorkoli pije karkoli. Absolutno nobenega smisla nima, da bi samo moški lahko uživali v pivu. Ja? Tudi, če pogledaš med obrtniškimi pivovarnami v Sloveniji, se lahko zdaj na pamet se spomnim, naprimer, Maligrad, Pelicon, Human Fish in Vizir, vsi imamo ženske pivovarke. Revolucija butičnega pivovarstva v Sloveniji se še naprej hitro odvija. Na srečo se je tudi kultura pitja piva pri nas v zadnjih letih drastično spremenila, za kar se gre zahvaliti določenim posameznikom z jasno vizijo in pogumom, da spremenijo določene stvari. V zadnjih 5 letih je neverjetno, kakšna rast se je zgodila. Ja? Jaz v bistvu se z njo ukvarjam res od začetka samega že in takrat je bilo tako, da smo pivo delili na rdeče pa na zeleno, ja? Heineken je bil pa že eksotičen. Ja? Zdaj temu res ni več tako. Danes prihajajo ljudje do mene, me sprašujejo, kakšen IPA imaš, ali pa imate kakšno pivo, ko uporablja, ne vem, ameriško citro hmelj noter.
in tako naprej. Res, kultura pitja piva je ogromno zrasla v Sloveniji, ampak po drugi strani smo pa ravno zadnjič računali po ekonomskih številkah in kraft pivovarne, obrtne pivovarne v Sloveniji imajo še vedno samo 0,5% delež trga. Ja? Medtem ko recimo v Ameriki dosegajo zdaj že 9% delež trga. Da v kakšnih Belgijah, Angliji, Nemčiji sploh ne govorimo. Možnosti za rast obrtniškega pivovarstva v Sloveniji so še ogromne. Delamo predvsem, črpamo navdih iz narave, se pravi, delamo tudi kostanjevo pivo za kostanjem, Matevž pivo iz krompira iz fižola, naredili smo že pivo z smrekovimi vršički, recimo danes lahko tudi probate medeno pivo z belokranjskim medom. Delamo pa tudi različne stile pivti, ki so pač najbolj popularni, se pravi kakšna IPA, Pale Ale, Strong Ale, Porteri itd. Human Fish je obrtna pivovarna. Kar poskušamo delati je to, da delamo piva, ki imajo zelo veliko okusa in zelo veliko karakterja. Naša piva niso vsem všeč, ampak tistim, ki pa res želijo nekaj drugačnega, pa nekaj več, pa upamo, da jim to ponujamo. Zato delamo več različnih vrst piva, kar pomeni, da se za vsakega lahko nekaj najde, dokler je pripravljen probati nekaj novega, pa probati majčkeno več okusa. Uporabljamo malo bolj neobičajne sestavine, predvsem uporabljamo mogoče tuje hmelje kdaj kakšne začimbe, varimo stile piva, ki so v Sloveniji še niso bile predstavljene in nasploh poskušamo biti čim bolj polni vsebine. Na prvem brežiškem festivalu piva, ki bo po besedah organizatorjev postal tradicionalen, so izbrali tudi najboljšo pivovarno, in sicer Carniola Brewery. Brazilija so samba, nogomet in plaže. A dežela, ki jo je doživela Novomeščanka Maruša Golob, ponuja še mnogo širši spekter potencialnih doživetij. Od družinskega druženja, aktivističnega udejstvovanja, življenja, dela, raziskovanja gozdov in gora, nabiranja novih poznanstev, spoznavanja novih realnosti načina življenja, do okušanja domačih jedi in plesnih ritmov. Jaz sem bila na izmenjavi na Portugalskem 1 leto pred tem in tam sem pač spoznala ogromno Brazilcev, tako zelo ekstrovertni, zanimivi ljudje in pač sem hotela videti, kaj pomeni, da se znajdem v tem kontekstu, ko so pač oni večina in jaz pač manjšina, kot nek bolj introverten recimo človek. In pač novi izzivi, tako bolj v tem smislu za to. Brazilci namreč slovijo prav po svoji odprtosti, tudi do tujcev. Definitivno, ko se pač znajdeš v okolju z Brazilci, pač ne se držati nazaj, sploh če želiš, da te bojo nekako sprejeli med svoje, pač ne vem, pri njih res glasba, ples, to je pač prva stvar, mislim tako, seveda veliko tudi govorijo, pa vse, mislim, se nočem zdaj posploševati, seveda, ljudje so različni, pa vse, sem hkrati, če gledaš zdaj neko generalno sliko, kaj je pač, naprimer, tista glavna izkušnja, ki bi opisovala ljudi tam. Menda pa imajo Brazilci že v svoji krvi ples in ritem. Veliko se mi je zatrjevalo, da dejansko pač od malih nog se pleše. Tako, dejansko, mislim, samba jaz se nisem osvojila. Tam so mi kazali te neke plesne korake in so se mi smejali, ker pač jaz ne znam tako z boki levo, desno, gore, dole. Ampak tako, plešajo, veliko plešajo in pač se ne sramujejo tega in ni potreben nek alkohol, tako kot v Sloveniji, naprimer, treba kaj spiti, da se polka zapleše. Tam je pač to normalno, če je pač neka večerja, kosilo, karkoli, obvezno muzika in ples. Kot pa je bilo razvidno že na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki je potekalo prav v Braziliji, so pa vsem nori tudi na nogomet. Kar sem se s tem srečevala, tudi naprimer veliko sem se z nekimi alternativci družila, ko bi lahko bili bolj kritični do te mase, ampak hkrati pač so rekli, kakšen protest, ko bo tekma, bo vsi pred ekrani. Torej imajo tudi Brazilci v sebi nekaj uporniškega duha. Jaz sem bila tam v času tega Occupy gibanja, ko je bilo pač najmočnejše, tam v New Yorku, pa tudi v Sloveniji smo imeli boj za in oni so prav tako imeli pač v bistvu na vsaki prestolnici njihove zvezne države so imeli to gibanje Occupy in so živeli pač na trgu in se borili, mislim, nekako osveščali ljudstvo v tem boju proti kapitalizmu oziroma temu razslojevanju ljudi. V
V Braziliji, ki je tako po številu prebivalcev kot površini 5. največja država na svetu, pa obstajajo velike razlike med peščico bogatih, ki vodijo državo, in množicami revnih, ki prebivajo v favelah. Favele, ja, seveda, pač kriminal, zelo je velik porast, zelo je velik problem, so droge. Tako da pa pač seveda splošna brezposelnost in pomanjkanje teh sredstev za preživetje, kar je pač razlika mogoče s Slovenijo, ne. Tle imamo zelo pač restriktivne neke zakone in te organe, ki vse nadzirajo, ne. Tam si pa vseeno lahko ljudje nekako znajdejo, ne. To je bilo pač, na primer, meni v tem kontekstu všeč, ne. Pač ne vem, če znaš manikirati nohte, si napišeš na fasado manikiram nohte in pač neki zaslužiš lahko s tem, ne. Potem, ko kle, pač ti pride inšpekcija in te reče, stari, kje imaš licenco, ne. Tudi kulinarika v tej južnoameriški državi bi mogoče marsikoga presenetila. Bi mislil, da je to azijsko, ampak riž, no. Ful riža, pa fižola, pa zdaj odvisno, kje si, ne. Zdaj tako bolj na jugu, oziroma cela Brazilija je precej tako nora na meso, ne. Seveda spet odvisno od ljudi, pa tako, ne, ampak ja, generalno gledano zelo veliko mesa, pač imajo te šuraske, pač ta njihov žar in to non-stop, no, pač ni da ni. Sicer pa sladkarije so tako zelo polne sladkorja, jajca, ni tisto nekaj osvežujoče, a po drugi strani pač valjda tropska država, ogromno sadja, pač zelenjave, kar hočeš, novih sadežev lahko odkriješ veliko, no, tako je za raziskovati, no, tudi. Brazilija je torej ena tistih dežel, ki bi jo vsak, ki ima vsaj kanček avanturista v sebi, moral vsaj enkrat obiskati. Najbolj sem si zapomnila seveda ljudi in narave, no, v bistvu mi je malo žal, da sem zapravljala čas v teh ogromnih prestolnicah, ker očitno pač to meni ni všeč, no, ampak pač piše to, govori se, da je pač Rio ful pomemben za turista in pač moraš to videti, ne. Sam po drugi strani pač veliko več duše ima neka bolj podeželje, pokrajina, veliko več imaš lahko stika pristnega z ljudmi, tako, no, super, ampak predvsem to, mogoče ta toplina medčloveških odnosov, skrb za en drugega, ta ekstrovertnost v smislu, da se pač ne bojijo zdaj izkazati nekih pozitivnih čustev, ne. V rubriki Top Spot se tokrat vračamo v leto 2013. Takrat sta namreč nastali skladbi Dolazi 30, ki so jo ustvarili Begini, in skladba Ilegala, hrvaškega izvajalca Ivana Zaka. To je bilo za danes vse. Se vidimo spet čez 14 dni. Ne pozabite nas spremljati na spletnih družbenih omrežjih in spletni strani www.vaskanal.com, pa brez panike.